Ste vedeli, da za vsako tretjo žlico hrane, ki jo imamo na naših krožnikih, poskrbijo čebele in drugi opraševalci? Življenja brez čebel si enostavno ne znamo in ne moremo predstavljati. Kdo bo poskrbel za opraševanje, kdo nas bo razvajal s sladkim medom in drugimi zakladi iz čebeljega panja, kdo bo poskrbel za tiste lepe trenutke, ki jih imamo, ko opazujemo čebele, ki letajo iz cveta na cvet. Čebele skupaj z ostalimi opraševalci, kot so čmrlji, divje čebele in metulji, dokazano prispevajo k povečanju pridelkov žužkocvetnih rastlin. To je vseh tistih rastlin, ki potrebujejo žuželke za opraševanje. Poglejmo si, kdo je ta majcena marljiva žuželka, ki skrbi za to, da imamo na naših krožnikih hrano. V Sloveniji živi več kot 500 vrst čebel, a najbolj znana in najpogostejša med njimi je naša avtohtona podvrsta medonosne čebele, kranjska čebela ali kranjska sivka, kot jo zaradi svetlo-sivih dlačic na obročkih zadka imenujemo čebelarji. Na ozemlju Slovenije ni dovoljeno gojiti drugih podvrst medonosnih čebel. Slovi po svoji skromnosti, delavnosti in odličnem občutku za orientacijo. Kranjska čebela živi na vseh celinah sveta in je takoj za rumeno italijansko čebelo druga najbolj razširjena podvrsta. V naravi so prebivališča čebel v drevesnih duplih, panjih, skalnih razpokah, ki so zaradi svojih značilnosti najprimernejše okolje za življenje čebel. Človek je spoznal, da lahko čebelam pripravi podobna bivališča kot v naravi in tako lažje pride do medu. V preteklosti je za ta namen uporabljal votla, debla ali korita ter bivališča spletena iz šibja in slame ali žgana iz ilovice oziroma gline. Danes živijo v panjih s premičnim satjem, ki čebelarjem omogoča, da satje z medom vzame iz panja in ga, ko med stoči, vrne nazaj v panj. V Sloveniji danes čebelarimo predvsem v dveh vrstah panjev s premičnim satjem, v AŽ panjih in nakladnih LR panjih. Čebele živijo v organizirani skupnosti, ki jo imenujemo družina. V enem panju je v času največjega razvoja lahko do 60 tisoč čebel delavk, ena matica in okoli 1000 trotov. Čebela je žuželka s popolno preobrazbo, kar pomeni, da se iz jajčeca razvije ličinka, nato buba in končno odrasla žival. Matica je mama vseh čebel v čebelji družini. Od ostalih čebel se loči po tem, da je večja. Za njeno prehranjevanje skrbijo čebele delavke. Kaj se bo izleglo iz čebelje ličinke, delavka ali matica, pa je odvisno od tega, s katero hrano čebele hranijo ličinko. Sprva so vse ličinke hranjene z matičnim mlečkom, izločkom posebnih žlez zelo mladih čebel. Po 3 dneh pa začnejo čebele ličinke, ki bodo postale čebele delavke, hraniti s cvetnim prahom in medom. Ličinke, iz katerih se bodo razvile matice, pa še naprej hranijo z matičnim mlečkom. To je tudi najverjetnejši razlog, da matica živi dlje od ostalih čebel. Matica se opraši z več troti zunaj panja v zraku. Ko je matica oprašena, ne izleti več iz panja, ampak v panju leže jajčeca. Živi 2 do 3 leti, nato jo čebelarji zamenjajo z drugo mlajšo matico. Navadno ne umre sama, ampak jo, če je prej ne zamenja čebelar, odstranijo čebele, ker ne more več dovolj uspešno zalegati. Čebele delavke živijo v času paše nekaj tednov, čez zimo pa do okoli 6 mesecev. V panju je tudi nekaj trotov, katerih naloga je oprašitev matice. Poleg tega čebele v njihovi prisotnosti bolj intenzivno nabirajo nektar in gradijo satje. Troti so v panju prisotni v času rojilnega razpoloženja, ko to mine, jih čebele ne potrebujejo več. Nekje od sredine poletja naprej začnejo čebele trote poditi iz panjev. Rojenje je najpomembnejša faza v življenju čebelje družine, ki zagotavlja obstoj družine. Je najbolj nenavaden, spektakularen dogodek v življenju čebel.
Zrak je poln na tisoče brenčečih čebel, ki iščejo matico in prostor, kjer bi se zbrale v gručo. Ko se zberejo v gruči, se delavke hitro organizirajo in začnejo iskati novo gnezdo. Čebelje telo je sestavljeno iz glave, oprsja in zadka. Oprsje nosi 3 pare nog in 2 para kril. Na glavi ima 3 pikčasta očesa, ki služijo za zaznavanje svetlobe. Njihova naloga je uravnavanje aktivnosti čebele in orientacija. Ima tudi en par sestavljenih očes. Naloga sestavljenih očesc je prepoznavanje vzorcev in dobro zaznavanje premikanj. S pomočjo tipalnic zaznavajo vonj, kar je pomembno za iskanje paše, zaznajo smer vonja, najbolj občutljive so na vonj voska in cvetlic. Naloga tipalnic je tudi dotikanje, zaznavanje temperature, vlažnosti, tudi vsebnosti ogljikovega dioksida. Pomemben del čebeljega telesa je rilček, služi za sesanje tekočih snovi in izmenjavo hrane. Noge služijo premikanju, čiščenju, nabiranju cvetnega prahu in smol. V zadku se nahajajo vsi notranji organi čebele. Tukaj se skriva tudi želo. Želo imajo delavke in matica. Ko čebela piči v mehko podlago, se želo izruva. Posledično se izbrizga večja količina strupa. Čebela pri tem umre. Čebelje telo je prilagojeno nabiranju nektarja oziroma medičine, mane, cvetnega prahu in smol, iz katerih proizvedejo propolis. Za zdravje in dobro počutje čebele potrebujejo hrano, bogato s sladkorji, beljakovinami in rudninskimi snovmi. Vira sladkih tekočin sta nektar oziroma medičina in mana. Večina cvetnic čebelam ponuja tudi cvetni prah. Hrano v pam prinašajo čebele, večinoma starejše od 20 dni. Rečemo jim pašne čebele ali čebele nabiralke. Potrebujejo tudi vodo. Vse to najdejo v naravi. Čebele se med seboj obveščajo o izvoru hrane. S posebnimi plesi se obveščajo o oddaljenosti in smeri paše. Plesalke se gibljajo po satju v obliki krožnice ali osmice. Da se čebele dobro razvijajo in da naberejo še hrano za rezervo, morajo imeti dobro in bogato pašo. Dobro pašo jim dajajo medovite rastline, bogate z medičino, s cvetnim prahom in mano. Slovenija se lahko pohvali z različnimi rastlinami, ki omogočajo pridobivanje različnih vrst medu. Na različnih območjih Slovenije najdemo raznovrstne čebelje paše, ki se pojavljajo v različnih krajih ob različnem času. Nekateri čebelarji zato čebele že od nekdaj prevažajo na čebeljo pašo in na ta način pridobivajo različne vrste medu. Ena najpomembnejših paš je v gozdu. Gozdovi pokrivajo več kot polovico naše države. Najpomembnejše čebelje paše v gozdu predstavljajo smreka, jelka, pravi kostan, lipa, gorski javor, robinija, ki ji rečemo tudi akacija, in divja češnja. Medovite rastline pa najdemo tudi v gozdni podrasti. Tudi travniki predstavljajo pomembno čebeljo pašo. S prezgodnjo košnjo se uniči veliko cvetočih travniških rastlin, ki predstavljajo hrano čebelam. Nektar čebele najdejo tudi na okrasnih rastlinah, zato lahko čebelam pomagamo s sajenjem avtohtonih medovitih rastlin. To so tiste rastline, ki so značilne za določeno območje in dajejo hrano čebelam. Čebele hrano najdejo tudi na naših vrtovih, v sadovnjakih in na njivah. In čeprav so tam najbolj potrebne, lahko z nepravilno uporabo nevarnih kemičnih sredstev za zaščito rastlin pride do zastrupitve in velike škode. Pomemben vir hrane na poljih so ajda, oljna ogrščica, detelja, facelija. V sadovnjakih pa praktično vsa sadna drevja. Pomemben vir hrane za čebele predstavljajo tudi razne dišavnice in začimbnice. Čebele ob letanju s cveta na cvet nabirajo medičino in cvetni prah.
S tem cvetni prah prenašajo s cveta na cvet in pri tem opravljajo svoje najpomembnejše delo. Oprašujejo rastline in tako skrbijo tudi za hrano ljudi. Saj veste, brez opraševanja ne bi bilo jabolk, jagod, malin in drugega sadja, pa tudi zelenjave ne. Poleg tega pa nam čebele dajajo tudi odlične pridelke. V Sloveniji čebelarji pridobivamo 7 najpogostejših vrst medu: akacijev, lipov, cvetlični, gozdni, smrekov, kostanjev in hojev med. Na Krasu čebelarji pridobivajo še med divje češnje, rešelike in žepka. Poleg teh vrst pa so za Slovenijo značilni še med oljne ogrščice, ajdov in regratov med. Med seboj se razlikujejo po barvi, vonju, okusu in aromi. Ob obisku čebelarja lahko poskusiš različne vrste medu in izbereš tistega, ki ti je najbolj všeč. Cvetni prah predstavlja za čebele in ljudi pravo zakladnico številnih hranilnih snovi, ki so pomembne za delovanje našega organizma. Za borbo proti virusom, bakterijam in drugim mikroorganizmom čebele uporabljajo propolis. V naravi na različnih drevesih, kot so topol, smreka, naberajo smolo, jo prenesejo v panj, dodajo še izloček svojih žlez ter vosek in naredijo propolis. Propolis zelo lepo diši in ga lahko uporabimo, če nas boli grlo ali v primeru razjede ali rane na koži. Matični mleček je posebna snov, ki jo proizvajajo mlade čebele delavke in vsebuje tudi za človeka veliko koristnih snovi. Našemu organizmu pomaga, da se lažje ubrani proti mikroorganizmom. Obstoj čebel je v veliki meri odvisen od ravnanja človeka. Zakoni, ki veljajo v čebeljih družinah, so lahko zgled za vse nas. Spoštovanje, pripadnost, odgovornost do lastnih in skupnih nalog so temelji za njihovo preživetje in so temelji za preživetje narave. Prej, ko bomo to spoznali tudi ljudje, večja je možnost, da rešimo naš svet. Tudi ti lahko pomagaš pri ohranjanju okolja. Ločuj odpadke, varčuj z vodo in elektriko, zasej svoj vrt z medovitimi rastlinami, ravnaj ekološko in druge opozarjaj na nevarnosti in posledice uporabe kemičnih sredstev in drugih strupov v naravi. Bodimo odgovorni do sebe in drugih. Zgledujmo se po čebelah.